Lepo pozdravljeni. O umetni inteligenci ste verjetno nekaj do danes že slišali. No, na Univerzi na Primorskem pa se otvarja Center za odgovorno umetno inteligenco, vodja katerega je danes tudi z nami v studiu. Dr. Ernest Ženko je sicer tudi redni profesor na Univerzi na Primorskem. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, Center za odgovorno umetno inteligenco je zdaj že vzpostavljen ali ne? Kje točno ste? Ja, center je formalno vzpostavljen, tako da od 18. decembra, ko je senat imenoval mene za vodjo, je pač takrat tudi ustanovil ta center, tako da formalno je center ustanovljen, ampak štartamo z nule, ne? Se pravi, celostna podoba, logotip, sodelavci, ki so sicer že predvideni, finančna sredstva, edino to, kar pač dejansko vemo zares, je, kaj moramo početi. Ste zaenkrat torej bolj kot ne sami v centru? Kje se bo recimo tudi lokacijsko nahajal? Bo to dejansko tudi fizični prostor? Ja, ne, nisem sam v tem, zaradi tega, ker celotno predhodno leto je delovna skupina, to je 10 ljudi, ne, pripravljala pogoje za ustanovitev tega centra, tako da del te ekipe, večji del je še vedno prisoten, tudi vzporedno ta skupina še deluje, tako da dela neko raziskavo o uporabi umetne inteligence na univerzi. Ja, naj bi bil to tudi fizičen, ne samo virtualen center, ne, in prostori naj bi bili tukaj nekje blizu, ja. Niso pa še točno določeni? Ne še čisto do konca. Zdaj, omenili ste, da se že izvaja torej neke vrste raziskava uporabe umetne inteligence na univerzi. Torej se umetna inteligenca že uporablja do neke mere na univerzi. Slišali smo, da nekateri profesori menda dajejo svojim študentom celo naloge, naj uporabljajo umetno inteligenco pri pisanju nalog, medtem ko se drugi povsem izogibajo temu. Kaj ste mogoče že kaj ugotovili v tej raziskavi? Ja, mislim, da tukaj moramo biti malo bolj natančna, ne. Mi v bistvu uporabljamo umetno inteligenco oziroma ona nas uporablja že kakšnih 20 let, ne. Se pravi, ko odpremo neko aplikacijo na telefonu, je gotovo zraven. Ko izbiramo vsebine na spletu ali pa na televiziji, recimo na Netflixu, je že zraven, ne. Se pravi, v številnih kontekstih niti ne vemo, da se uporablja. Tako da tisto, o čemer mi potem danes v glavnem govorimo, je generativna umetna inteligenca, ki jo pač poznamo zaradi tega, ker je naredila zelo pomembno revolucijo s tem, da je spregovorila v jeziku, ki ga mi poznamo, ne. Se pravi, ne v nekem programskem jeziku, ampak govori z nami v slovenščini. To je od novembra 2022, ne. Se pravi, ko se pojavi ChatGPT in od takrat naprej v glavnem tudi v medijih in tudi na univerzi pride do bistvene spremembe in pač na univerzah tudi do panike, ne. Kaj bo zdaj s tem, kaj bo s seminarskimi, domačimi nalogami, kaj bo s pisanjem besedil, pa tudi sicer recimo v umetnosti, recimo v glasbi, ne, in tako naprej. Se pravi, v glavnem generativna umetna inteligenca tista, ki je povzročila tudi to, da smo mi ugotovili, da je z nami že zelo dolgo, ne. Zdaj, kaj smo mi ugotovili? Mi smo imeli že nekaj izobraževanj, tudi ta raziskava sicer je še v teku, rezultati še niso čisto znani, ampak v bistvu pokaže, da imamo zelo širok spekter ljudi, na eni strani takšne, ki niso še nikoli poskusili, tudi takšne, ki bi prepovedali, še vedno, ne, do takšnih, ki te sisteme uporabljajo brez kakršnihkoli zadržkov, recimo za branje magistrskih, celo doktorskih nalog, generiranje vprašanj na zagovorih in tako naprej, ne, do pač pisanja izpitnih vprašanj in tako naprej, tako da imamo zelo širok razpon, ne samo med študenti, ampak v bistvu tudi med kolegi. Jaz ugotavljam, da je veliko rabe, za katero bi jaz trdil, da je neodgovorna oziroma neetična. Ravno tukaj verjetno potem prihaja do največjih problemov, ampak daj pa potem mogoče za začetek res razložiti, kaj pravzaprav potem umetna inteligenca je. Omenili ste ChatGPT, je torej generativna umetna inteligenca, ko recimo govoriva o Netflixu ali pa naprimer o družbenih omrežjih in gre za te bolj skrite algoritme, ki nas recimo
puščajo vedno bolj v naših mehurčkih, da ne pridemo do informacij, razen teh, ki jih predvidevajo ti algoritmi, da morajo priti do nas. Kako široko je torej to polje umetne inteligence? Kaj pravzaprav vse zajema? Je to vsak program, ki se uči na svojih preteklih povezavah? Ja, zdaj to je po moje en večji del problema, ker sam izraz umetna inteligenca je bil vpeljan že v 50. letih 20. stoletja. Ne? In dejansko razpon sistemov je izjemno širok, tako da posledično imamo številne poskuse definiranja umetne inteligence in recimo mi imamo v kontekstu Evropske unije pač zdaj že pripravljeno zakonodajo, ki naj bi urejala to področje, in v tej zakonodaji je tudi definicija umetne inteligence, ki je sicer bila pripravljena na OECD-ju in je pač tudi en del slovenske pameti tam zraven. Ampak je pa že problem, recimo, če pogledamo to definicijo, ki je, lahko rečemo, relativno preprosto je pojasniti, se pravi, gre za sistem, ki jemlje podatke iz okolja, se avtonomno odloči in ta odločitev potem vpliva nazaj na okolje. No. Se pravi, v tej definiciji ni človek omenjen, niti ni računalnik omenjen. In če zdaj pogledamo, kaj naš termostat v bojleru počne, točno to, ne. Ampak kaj je to umetna inteligenca, ne bi rekli, da je, ne. Tako da tukaj so zdaj te težave, ne. Zato je tudi vprašanje, ali je sploh smiselno definirati, ampak nekaj moramo povedati, ne. Se pravi, če pa v bistvu gremo z druge strani, se pravi, da skušamo si pojasniti, kaj to je, pa lahko rečemo, da gre za sisteme, ki počnejo nekaj, kar bi ljudje počeli. In če bi ljudje to počeli, bi rekli, da so inteligentni, ne. Se pravi, nastavek je že v antiki pri Aristotelu, se pravi, obstaja nek cilj, če nekdo ali nekaj ta cilj doseže, potem je to inteligentno. Ker pač neinteligentna reč ali bitje ne more doseči nekega cilja. Seveda pač mi si naj bi sami zastavljali cilje, umetna inteligenca pa dobi cilje od nas, se pravi od človeka, zaenkrat, ne. Tako da, če si predstavljamo ChatGPT, dobi, se pravi, nek tekst, iz tega teksta oblikuje avtonomno nek drug tekst in torej je to umetna inteligenca, ne. Zdaj, tukaj je verjetno treba še dodati to, da tista pomembna delitev, ki jo danes srečamo, je delitev med ozko in splošno, ne. Se pravi, mi smo splošno inteligentni. Jaz recimo sicer slabo, ampak znam igrati šah in znam tudi voziti avto, ne. Medtem ko ozka inteligenca pomeni, da zna samo igrati šah, pa samo avto voziti, ne. Se pravi, ne zna obojega in ne zna še številnih drugih stvari, ki jih recimo človek zna, ne. Tako da v tem trenutku splošne umetne inteligence nimamo, ne. Tako da zdaj ti modeli generativne umetne inteligence so temu še nekako najbližje, ne, ker nam pač lahko pomaga danes pri pisanju besedila, lahko nam oblikuje fotografije, video in tako naprej, ne, se pravi, pozna številne možnosti, ampak še vedno temu ne moramo reči neka splošna inteligentnost ali inteligenca, kot jo poznamo mi, ne. Tako da tudi, ker pač ta sam izraz je problematičen, se večinoma, in to je tudi v definiciji pri OECD-ju, uporablja izraz sistemi umetne inteligence, ne sama umetna inteligenca, ker zelo težko rečemo, kaj to sploh je, ne. Tako da, če bi uporabili kakšen drug izraz, in recimo strokovnjaki na tem področju se izogibajo izrazu umetna inteligenca, govorijo raje o strojnem učenju, globokem učenju in tako naprej, ker pač je zavajajoč ta sam izraz. Ampak v medijih se je močno populariziral tudi, ne, in zaradi tega je pač v obtoku in ga pač moramo uporabljati, ne. Kaj pa, ko govorimo torej o odgovorni umetni inteligenci, ali tukaj recimo govorimo tako o uporabniku, ki se mora recimo naučiti pravilno uporabljati ChatGPT, da od njega dobi neke rezultate, ki mu res lahko pomagajo in ne zavajajo, ali tukaj govorimo o naprimer torej nekem strojnem učenju na nivoju, recimo kot smo se pogovarjali tudi na nivoju vojska, kdo bi recimo lahko upravljal z nuklearnim orožjem, ali naj bo torej ta stroj, umetna inteligenca, torej odgovorna za to, da presodi, kdaj lahko recimo uporabi določeno orožje. Za kakšno odgovornost pravzaprav gre? Ja, gre za obe strani, ne. S tem, da pač ta prva stran je malce bolj problematična za nas, ker gre pač za konstrukcijo takšnih sistemov, ne.
se pravi za oblikovanje sistemov. Če zdaj recimo tukaj govoriva o sistemih, kot pač so sistemi generativne umetne inteligence, se pravi ti najboljši, tukaj ne moramo priti zraven, ker gre za ogromne finančne vložke. Ne pač govorimo o milijardah in milijardah, ne, ki so potrebne za to, da se spravi skupaj en takšen sistem. Ne. Tako da zdaj seveda na podlagi tega se potem lahko oblikujejo tudi pač manjši sistemi in tukaj je potem že vprašanje, ne, se pravi, danes nekako velja, da tehnologija ni nevtralna, to ni samo orodje, ne, ampak v bistvu že vsebuje neke vrednote, neke smernice ima že sama v nekem smislu, tudi iz tega, kar se je naučila. Ne. Tako da pri razvijanju takih modelov, takih sistemov je tukaj treba paziti na to, kaj lahko gre narobe. Ne. Se pravi, tukaj ta vidik gotovo je prisoten in ga je treba upoštevati, ampak ni to edino. Ne. Se pravi, gre tudi za vprašanje, kako zdaj mi uporabljamo na neškodljiv način, ne, te sisteme, ta orodja, se pravi, da pazimo na to, da je to moralno oziroma pač, da so vključene etične vrednote, ne. Recimo, da pač ne delamo plagiatov, ne, da ne kršimo avtorskih pravic in tako naprej, do tega, da ne kršimo recimo družbenih norm, pa na koncu tudi do tega, da pazimo na sam planet, ne. Ker tukaj v bistvu zdaj govorimo spet o enormnih številkah glede porabe električne energije za pač poganjanje procesorjev in na drugi strani ogromne količine vode za hlajenje teh istih procesorjev. In jaz poznam v bistvu samo en model, ki dejansko je v tem smislu neškodljiv. In to je v bistvu pač nek računalniški sistem na Finskem, ki ima zraven pač hidroelektrarno in hlajenje se uporablja potem za gretje mesta, ki je zraven. Ne. Se pravi, ne škoduje v tem smislu. Sicer pa, zdaj neka ocena je za ta pač najnovejši model O3, podjetja OpenAI, da naj bi v bistvu vsako iskanje, ne, se pravi vsak odgovor, zahteval, kar zadeva izpusta CO2, 5 posod z gorivom. Ne. Se pravi, to pa je že recimo skoraj 5000 km narejenih. Ne. To so pa že ogromne številke. Ne. Se pravi, ti izpusti so zelo visoki. Ne. In večinoma se o tem sploh ne pogovarjamo. Ne. Tako da tu je veliko različnih dimenzij, kaj pomeni biti tukaj odgovoren. Greenpeace je ravno lani imel sicer nekaj podobnega, ampak tukaj je nazival dejansko samega uporabnika, češ pobrišite svojo spletno pošto, da ne boste segrevali nekega dela sveta. Ampak ali v Sloveniji recimo sploh že razmišljamo o tem? Nekaj let nazaj so na Inštitutu Jožef Stefan strani UNESCO ustanovili prvi globalni center za umetno inteligenco. Ampak ali so tam že recimo razmišljali o odgovornosti? Z njimi boste verjetno tudi kaj sodelovali? Ja. Mislim, razmišljamo vsi, ne? Tudi oni razmišljajo o tem, ampak v bistvu zdaj, če mogoče grem skozi to v vprašanje etike, ki je tukaj ključna. Ne? Se pravi, tukaj v glavnem se uporablja model iz etike, ki se imenuje utilitarizem. Ne? Se pravi, mi skušamo čim bolj koristiti, pa čim manj škoditi, ne? Vsem, ki so udeleženi. Se pravi, mi lahko enostavno zapremo vse te sisteme in smo največ naredili koristnega mogoče. Ne? Ampak mogoče pa po drugi strani bodo pa ti sistemi pripomogli k temu, da bomo recimo rešili planet. Ne? Tega še ne vemo. Ne? Se pravi, gotovo se ta razvoj zdaj ne bo ustavil, vprašanje je, kako regulirati pluse in minuse. Ne? Se pravi, ni črno in belo, ampak je vse vmes. Ne? Tako da seveda vsakdo, ki se s tem ukvarja, se seveda zaveda problemov. Tudi prej ste recimo omenili vojsko, gre tudi za to, da se že danes uporabljajo droni, ki sami iščejo tarče in jih sami eliminirajo. Brez tega, da bi nekdo jim dal kakšen ukaz. Ne? In to je velik problem. Ne? Kje pa smo recimo v Sloveniji ali je zavedanje znanja o umetni inteligenci, o strojnem učenju veliko ali tukaj bolj, ko ne še tipamo po površini? To je izjemno kompleksno vprašanje. Zaradi tega, ker je odvisno od tega, o kateri populaciji govoriva. Ne? Tukaj zraven imamo Famnit, ker pač imamo strokovnjake, ki recimo razvijajo svoj GPT,
ki se ukvarjajo z umetno inteligenco že zelo dolgo in ki so zelo dobri. Podobno pač, kot so recimo zelo dobri tudi recimo na podobnih fakultetah v Ljubljani, Mariboru ali pa recimo na inštitutu Jožef Štefan. Ne. V bistvu raziskovalci z tega področja iz Slovenije so vrhunski, kar se tega tiče. Ne. Zdaj, drugo pa je, če pogledamo recimo splošno populacijo ali pa če pogledamo recimo v osnovne ali srednje šole. Ne. Ali se zdaj otroci učijo algoritmičnega mišljenja, ali se učijo določenih znanj, ki bi recimo bila koristna pri oblikovanju teh sistemov, ne? Ali se tega ne počne. In v glavnem se tega ne počne. Tako da tukaj pač nekateri kolegi zelo močno opozarjajo, da pač bomo že zaostajamo in bomo pač še bolj zaostajali, ker pač ne bomo pismeni na tem področju. Ne? Tako da pač eno so eksperti, ampak v bistvu splošna populacija pa temu veliko težje sledi. In eden izmed velikih problemov tukaj pa je, da se te tehnologije praktično iz tedna v teden spreminjajo. Dobesedno. Ne? Se pravi, to, kar smo recimo vedeli o tem ali pa uporabili pred enim letom, je že srednji vek. Ne? Saj, ali se mogoče da sploh na kak način izogniti temu oziroma dovolj informirati oziroma opismeniti splošno populacijo, da bi začela torej na drugačen način uporabljati umetno inteligenco. Ravno ta teden recimo se je pojavil problem, ki je nastal zaradi, kot pravijo strokovnjaki, nepravilne uporabe umetne inteligence, ko je ena od promotork neke stranke oziroma spletna vplivnica prosila ChatGPT, da ji razloži zakon o medijih. Zdaj, ChatGPT je seveda tukaj podal neko svojo interpretacijo, ki jo je ona direktno povzela, medtem ko so ji potem nekateri drugi strokovnjaki želeli predložiti, da če ChatGPT vprašaš druga vprašanja, ti bo seveda zakon lahko pravilno interpretiral. Medtem ko je ona pa res dobesedno skoraj vprašala kot interpretiram mi prosim ta zakon. Zgodilo se je to, da je potem na koncu začela s peticijo, ki jo je danes podpisalo že 10.000 ljudi, ki nasprotuje temu zakonu, čeprav ga v bistvu niti ni ChatGPT na podlagi njenega vprašanja pravilno interpretiral. Ampak ljudje gremo zelo radi po poti, ki je najhitrejša, ker je najenostavnejša, mogoče najlažje razumljiva. Je torej možno se takšnim primerom sploh izogniti? Ali lahko stroj, programe naučimo tega, da bojo dovolj natančni, da bojo oni nam predlagali, kako pravilno interpretirati stvari, namesto da bi jih mi že morali na toliko različnih načinov vprašati, da pridemo do tega pravega rezultata. Ja, vmes ste omenili ključni problem, ne, ki ga je že Immanuel Kant naslovil že nekaj stolet nazaj. Ne. V bistvu tisto, kar nas zanima, je predvsem udobje, ne. Da je nam fajn. Ne. In najbolj nam je fajn, če nam je čim manj treba. Ne. Se pravi, on pravi, samo dva problema sta in to je strah in lenoba. Ne. Se pravi, če nekdo, ki se spozna na neko področje, uporablja recimo generativno umetno inteligenco, v tem ni nobene težave, ker ve, zakaj gre. Ne. Večinoma je problem v tem, da ljudje vprašajo nekaj na področju, kjer niso doma. In to je bilo recimo v tem primeru. Ne. Se pravi, če jaz sem na nekem področju doma in imam določene kompetence, dobim odgovor in ugotovim, da pač ta odgovor ni ustrezen. Ne. Zdaj, pričakovati, da bo sam sistem rešil vse moje probleme, jaz upam, da ne bo, ker potem pač ljudi več ne potrebujemo. Ne. Tako da, ali se to zdaj da rešiti, temu je namenjen naš center na univerzi. Ne. Se pravi, osnovna ideja je bila od vsega začetka, da izobrazimo vse, ki so zaposleni na neki osnovni ravni. Ne. Glede kompetenc, se pravi, kako se s tem dela. Zaposlene na univerzi na Primorskem. Tako, ja, tako. Kako se s tem dela, se pravi, da dobimo ustrezne kompetence, da vemo, kako lahko to meni pride prav, če nekaj počnem, ampak tudi, kako se to odgovorno in etično uporablja. Ne. Tako da, če bi pač to nekako uspelo, potem se to lahko prenese seveda tudi na študente, ne. Ker študentov v tem trenutku je preveč, da bi vsakega posebej naslovili, zato bodo pač izbirni predmeti.
in potem pač postopoma gremo, ne, diseminirati v širšo populacijo, kolikor se to da, ne. Pa mogoče malce provokativno vprašanje, ampak sama sem pred približno 10 leti zapustila fakultetno izobraževanje. Ne sliši se tako dolgo nazaj, vendar so nekateri profesorji recimo še vedno uporabljali grafoskope in druge pripomočke, naprimer namesto PowerPointov, računalnikov in podobnega. Ali torej mislite, da bo mogoče že učenje na nivoju univerze, se pravi samih profesorjev, lahko naletelo na takšne probleme, kot je naprimer to, da se nekateri niti ne bi želeli naučiti, češ, saj imam samo še 5 let do upokojitve? Ja, to so realni problemi, ne. Zdaj tudi nihče ne pravi, da je PowerPoint orodje, zaradi katerega je neko predavanje boljše, kot če pa nekdo tega ne uporablja, ne. Tako da to je zdaj pač odvisno od področja do področja. Tisto, kar pač bi mi želeli, je, da pač se ta orodja uporabljajo tam, kjer je to smiselno, ne. Zaradi tega, ker tam, kjer to ni smiselno, potem je to dejansko neetično, ker škodujemo, če ne drugega, okolju, oziroma pač nima to nobenega učinka, ne. Zdaj, kot sem že prej omenil, imamo zelo širok razpon ljudi, ki pač tega niso poskusili, niti ne želijo. Je precej strahu pred temi tehnologijami. Ta strah je deloma povezan s tem, da pač tukaj gre za nekaj, kar je skoraj magično, ne? In velikokrat se probleme poudarja ne v zvezi s sistemi, ki jih imamo, ampak sistemi generativne umetne inteligence, ki bo postopoma postala splošna, ne? Se pravi, in se bo potem hitro razvila v neko superinteligenco, ne? In potem pridejo na misel, se pravi, v glavnem zgodbe iz filmov, ne? Skynet in Matrix in tako naprej, ampak mi ne vemo, če bomo kdaj sploh tam, ne? In tudi, če bomo, ne bo izgledalo tako. Ne bo nobene tabletke. No. Tako da, ja, tukaj je še vrsta vprašanj, ne? Kaj se bo zgodilo, ampak kot rečeno, en velik problem je v tem, da se zdi, kot da mi pač vozimo po avtocesti in skušamo zamenjati za gumo, ne? Ker to tako hitro gre, da je zelo težko slediti. Pa je v tem trenutku še prisoten strah bolj v smislu Philipa K. Dicka in ali androidi sanjajo o električnih ovcah, torej da bo ta umetna inteligenca ne skrbela samo vsaka za svoje področje, ampak nekoč prevzela svet, zamenjala človeka, da govorimo torej o umetni inteligenci kot o nekih robotih, ki nas bodo napadli. To je naprimer ta neka najbolj pogosta umetna inteligenca, ki jo vidimo v znanstveno-fantastičnih filmih, ampak ali do tega dejansko sploh lahko pride? Zdaj, najbolj pošten odgovor je, tega ne vem niti jaz in verjetno marsikdo drug tudi ne ve tega, ne. Eden izmed problemov je spraviti te sisteme v neko obliko telesnosti, ne. Mi kot ljudje smo vpeti v svet, ne. Se pravi, smo nekako vrženi v ta svet, ampak smo vrženi s celotnim telesom, ne samo z nevronsko mrežo, ne. In v bistvu na ta način mi funkcioniramo drugače in ti sistemi zaenkrat so neka zelo huda abstrakcija tega, kar mi na nek način smo. Tudi nevronske mreže, ki jih ti sistemi uporabljajo, so precej drugačne od nevronov in nevronskih mrež, ki jih mi imamo, ne. Tako da način našega mišljenja je pravzaprav tudi še za nas uganka, ne. In to, da nekateri sistemi zdaj trdijo, da mislijo, ne pomeni tega, da pač mislijo tako, kot mi mislimo, ne. Se pa obeta ravno za letošnje leto. Sem bil konec prejšnjega leta na neki konferenci, kjer je nekdo rekel, da pač letošnje leto bo prineslo človeku podobne robote, ne? Da se bo ta umetna inteligenca razvila tudi v tej smeri, da bi upravljala z nekimi pač fizičnimi telesi na nek način, da bi bili podobni nam. Ne vem, v smislu povsem avtonomnega subjekta ali v smislu pomoči, kot so proteze? Za začetek bolj proteze, ne? Ampak se pa tudi intenzivno razmišlja o tem, da bi se pač tem bitjem, ne, replikantom, ne, dale neke pravice, ne, tako kot recimo,
če imajo neke sposobnosti, ki so podobne človeku, potem bi morali imeti tudi pravice, ki so podobne človeku, ne. Se pravi, če se vedejo kot avtonomni subjekti, potem morajo imeti pač svoje pravice, ne. Tako da zdaj, mislim, tukaj gre za nek trend, ki gre od humanizma do pač posthumanizma k transhumanizmu, ne. Se pravi, posthumanizem pomeni to, da nisem jaz kot človek edini pomemben, nisem jaz v centru, ampak so tudi druga bitja, na katera moram skrbeti, in živali, in planet in tako naprej. Ampak zdaj se zelo hitro prikradijo tudi ta bitja, ne, ki so pač stroji, ne. In v bistvu, če imamo zdaj pač težavo s tem, da povzročamo trpljenje živalim, moramo imeti tudi težavo s tem, da povzročamo probleme strojem. In tukaj se bodo verjetno še zanimive stvari zgodile, ne. Zaradi tega, ker pač nekako gremo tudi v smer Filipa Dicka. Sploh recimo v svetu, kjer ob največjem številu vojnih konfliktov, kar jih je Zemlja videla, že določenih subjektov, ki imajo DNK, ne razumejo nekateri kot človeških, kot soljudi. In ravno v tem razumevanju soljudi, ko so se prvi ti generativni programi pojavili v javnosti iz Silikonske doline, so jim najprej očitali, poglejte, zelo so ozko usmerjeni. Očitali so jim, da se jim vidi, da so jih delali bogati beli moški iz Silikonske doline in imajo zato njihove vrednote. Čim so jih spravili v javnost, pa so jih potem ali internetni troli ali pač splošna svetovna javnost naučili, da so postali rasistični, šovinistični in predvsem sovražno nastrojeni. Zdaj, če se danes recimo uči tudi umetna inteligenca na podlagi družbenih omrežij, kjer je veliko sovraštva, psihološkega nasilja, kar lahko vidimo kot posledico povečanju anksioznosti, tesnob in podobnega, ali to pomeni, da lahko pričakujemo, da bo, če se bo umetna inteligenca recimo učila na podlagi teh vzorcev, na podlagi recimo družbenih omrežij, torej postala nek ta klasičen uporabnik družbenega omrežja, se pravi sovražen, ves čas nastrojen proti drugim, nasilen. Ja, to vprašanje je neka britanska avtorica naslovila v svoji knjigi AI Mirror, ne, se pravi, dejansko nam kaže ogledalo, ne. In če nam kaže ogledalo, ni nobenega napredka, nobenega presežka. To smo mi, ne. Zdaj tukaj, pa tudi v drugih kontekstih, se meni zdi zelo pomembno razumeti samo tehnologijo, ne. Kako se modeli učijo, ne. In modeli se dejansko učijo v prvi fazi, ki se imenuje pre-training, tako da preberejo vse te podatke socialnih omrežij, interneta in baz podatkov in tako naprej, ampak se ne ustavijo pri tem, ker v tem primeru bi bilo zelo nenavadno, da dobimo pametne odgovore iz toliko neumnosti, kot jih je na spletu, ne. Tako da potem gre to v naslednjo fazo, fine-tuning, kjer se pa v bistvu tudi s pomočjo sodelovanjem ljudi, ne, daje vprašanja in ocenjuje odgovore na podlagi recimo politične korektnosti, ustreznosti, etičnosti in tako naprej, zaradi tega, da dobimo pač odgovore, ki so v tem smislu takšni, kot jih na nek način želimo, ne. Se pravi, sovražnega govora se pač ga ne dobimo ven nazaj, zaradi tega, ker pač je fine-tuning poskrbel za to, ne. Tako da in takšne modele si potem tudi mi lahko prilagodimo, ne. Se razvija slovenski GPT, ne. Tako da ni samo zrcalo, ne. Je pa po drugi strani eno veliko vprašanje uravnavanje umetne inteligence, to, kar se imenuje AI alignment, in temu je precej pozornosti posvečene, se pravi, kako naučite modele, da imajo naše vrednote, ne. In pač skozi ta vidik se to sicer počne, ampak ponavadi se potem pozabi na ta obraten proces, ne. Kako pa v bistvu mi dobimo skozi to njihove vrednote in čigave vrednote so to, ne. To pa je zdaj ta problem teh belih moških iz Silicijeve doline, ne. Se pravi, oni dajo vrednote umetni inteligenci in mi pa od nje poberemo te vrednote. To pa v bistvu potem niso več naše vrednote. To pa je v bistvu navzkrižje, ne. In to pa je problem. Eden od problemov, ki se je pojavil tudi v zadnjem času, ravno na podlagi ChatGPT-ja, Midjourneyja za fotografije in podobnih, pa recimo še vprašanje intelektualne lastnine, ki pravzaprav je šele
bomo rekli, recimo vse v Sloveniji uravnavano komaj od konca sredine 90-ih let dalje, zdaj pa kar naenkrat se to vse sprošča. Ne. Čigavo je zdaj kaj, kako uravnavati. Se tudi na tem področju že poskuša regulirati umetno inteligenco, ali je to oziroma te generativne programe strojnega učenja, ali je to še vedno precej, da ne rečem, kaotično? To je deloma odvisno od tega, ali pogledate ZDA ali pogledate Evropo, ne. Se pravi, tam tega problema praktično ni, ne, v tem istem smislu. Tako da vse še ni regulirano, poskuša se to regulirati. Dogajajo se različne prakse, kot je recimo to, da nekatera podjetja oziroma založbe, ki pa so v bistvu podjetja, ne, prodajajo knjige, članke, revije, se pravi, zato da se modeli na tem učijo, ne da bi obvestili avtorje o tem. Ne. Tako da tukaj je precej velik problem z avtorskimi pravicami. Ne. Zdaj, po drugi strani je pa sam model zahteva čim več podatkov. Ne. In to se pozna v različnih kontekstih. Tudi recimo zdaj vemo, da ti sistemi zelo dobro prepoznavajo rakava tkiva. Ne. Ampak če vi ne boste naložili dovolj podatkov, se pravi slik dejansko, ki so občutljiv material, ne, občutljivi podatki pacientov in pacientk, ne boste dobili dobrega modela. Kaj zdaj vi želite? A želite, da dobro prepozna in da rešite kakšno življenje? Ali vam je bolj na vesti potem skrb za kršenje osebnih podatkov, oziroma se ni treba, da se kršijo osebni podatki, ne, da se anonimizirati in tako naprej, ampak v bistvu tukaj je vedno neko tehtanje. Ne. Se pravi, jaz bom imel boljši model, če bom uporabil več podatkov. Če podatkov ne morem dobiti, pač moj model ne bo tako dober. Ne. Razen, če ne bo prišlo do nekega tehnološkega preboja, ki bo potreboval manj podatkov. Ampak zdaj recimo ti veliki jezikovni modeli potrebujejo enormne količine podatkov, v bistvu praktično vse podatke, ki so. Pa so te sistemi tudi kako kritični, ali morajo biti kritični v tem smislu že raziskovalci, ki ponujajo tem sistemom podatke? Ker tako naravoslovni kot družboslovni znanosti imamo raziskave, ki so vplivane ali strani, naprimer, ne vem, financerja, političnih ideologij, so mogoče kakšni rezultati, kdaj tudi prirejeni, kakšne skupine oziroma eksperimentalne skupine mogoče niso bile narejene tako, kot bi recimo znanost predvidevala. Ali torej mora že raziskovalec sam, ki ponudi te podatke, torej paziti na to, da gre za neke, da ne rečem, surove, resnične podatke, čeprav seveda, kaj sploh je resnica, ampak ali je tudi mogoče že stroj dovolj pripravljen na to, da razume in kritično presodi, kateri podatki so torej pravilni, ustrezajo in kateri so bili mogoče naknadno prirejeni. Da ve, iz česa črpati. Stroj ne razume ničesar. Ne. Tudi če mu mi povemo, na kaj mora paziti, recimo. Ja, v bistvu, če mu povemo, na kaj mora paziti, ja, ampak v bistvu ne gre za to, da razume. Ne. Zdaj, generativna umetna inteligenca, se pravi, če govorimo pač o generiranju jezika, ne počne nič drugega, kot da na podlagi predhodnih besed napove naslednjo besedo. In to je vse, kar počne. Ne. Tako da dejansko, če je neka najbolj verjetna beseda smiselna, moramo potem mi presoditi. Ne. Zdaj je pa tako, da pač pri raziskovanju, če gre za občutljive podatke, mi ne želimo, da ti podatki grejo za nadaljne učenje. To lahko dosežemo z recimo podpisom pogodbe z nekim podjetjem, s tem, da imamo svoj sistem, ne, ali da imamo pač neko različico, te so ponavadi plačljive, ne, ki nam zagotavlja, da se sistem na naših podatkih ne bo učil. Vse ostalo je neetično. Ne. Mi ne smemo dovoliti, da pač podatki grejo nekam, kjer ne vemo, kje so. Ne. Zaradi tega, ker če mi nekaj objavimo na spletu, se to da najti pa zbrisati. Tukaj se pa ne da. Zaradi tega, ker te nevronske mreže so tako enormne, zdaj govorimo o nekaj 100 milijardah številk, ne? Tako da niso zapisane na način, da bi jih lahko prebrali. Ne vemo, kje v nevronski mreži ti podatki so in pač ne smejo iti tja.
Tako da zaradi tega večina raziskav danes mora skozi etično komisijo, kjer se pač pogleda, kaj se s podatki dogaja. Ne. Tako da je to potem zagotovljeno, ker pač mi ne želimo, da se sistem naprej s tem uči, ker potem lahko s temi podatki operira brez naše vednosti in brez vednosti tistih, ki so dali neke občutljive podatke. Ne. Tako da to je en večji del problema od vsega začetka, ker vemo, da pač to so počeli zdravniki, to so počeli pravniki, sodniki so spraševali ChatGPT, kako naj se odločijo. To vemo. Ne. Kako pa to vemo? To vemo, ker hodimo na konference, na srečanja, se pogovarjamo z ljudmi, ki recimo so bili v stiku s sodniki, ki so jih spraševali, recimo, kako prepričamo ChatGPT, da je bolj za eno stranko kot za drugo. Vemo od ljudi, ki to dejansko poznajo. Ne. Torej, v tem primeru so sodniki dali samo tekst, zapise, kaj se je dogajalo na sodišču in pustili ChatGPT-ju, recimo, da odloči? Ja, pač v pravu se že kakšnih 10 let vsaj uporablja umetna inteligenca, zaradi tega, ker imate ogromno materijala, ki ga mora nekdo pregledati. Ne. Kaj se prej odločilo, ne, se pravi prejšnji primeri in tako naprej, in zelo težko ljudje grejo skozi vse to. Ne. Tako da v bistvu za pregledovanje se je to uporabljalo še preden so bili modeli generativne umetne inteligence. Ne. Ampak zdaj v bistvu jaz, kakor sem pač razumel, to je relativno pogosto bilo tako v Združenih državah Amerike, kot tudi pri nas, da se pravi pri odločitvah se sprejme oziroma si pomaga z neko odločitvijo stroja. Ne. To je ena stvar. Druga stvar, ki pa tudi poznam pač zaradi tega, ker poznam ljudi, ki so bili vključeni v to, imate recimo nek sodni proces, v katerem vas nekdo toži, ker ste pač nekaj naredili narobe, in potem ena stran ima pomoč umetne inteligence, druga pa nima. In ta stran, ki ima pomoč umetne inteligence, lahko pride do ključnih vprašanj, ki jih je treba zastaviti drugi strani. Druga stran pa tega nima. Ne. In recimo kolegica rekla, da pač so bili soočeni s tem in so bila vprašanja, da so samo gledali. Ne. Točno v nulo so jih zadeli. Ne. Ampak nisi jih človek zamislil. Ne. Ampak v bistvu je pač sistem pogledal vse gradivo, ne, naredil analizo in povedal, kaj treba vprašati. Drugi pa tega niso imeli. Pa je v tem smislu uporaba umetne inteligence v pravu oziroma sodstvu etična? Odvisno, kako jo uporabljamo. Ne. Se pravi, če ne vem, jaz želim pregledati neko gradivo, dobiti iz tega neko sintezo, nek povzetek, ne vidim nobene težave v tem. Če pa gre za vprašanje, kdo se je dejansko odločil, pa imamo tukaj ne samo v pravu, tudi v medicini in tako naprej, imamo velik problem, ne? Ker pač moramo spoštovati avtonomijo. Tako da, če se človek ne odloči, je treba pojasniti, kako se je sistem odločil. Ne? Ker recimo zdaj etika umetne inteligence ima nekako 5 ključnih normativov. Ne? Se pravi, mora delati dobro, ne sme delati slabo, mora biti pravična, mora upoštevati avtonomijo, ne? Se pravi človeka, in mora biti razložljiva. Se pravi, če je recimo namesto nekega zdravnika sistem umetne inteligence odločil, da pač gre za nekaj, kar zahteva operacijo, je treba pojasniti pacientu ali pacientki, kako je do te odločitve prišlo. Kar ni tako preprosto. Ne? Ampak v pravu pa isto. Ne? Se pravi, če se zdaj ni sodnik odločil, kdo za vraga se je odločil zdaj? Kdo pa se odloči, kaj je dobro namerno? Kako to mislite? Mislim, rekli ste od teh 5 stebrov, mogoče so narobe. Delati dobro. Delati dobro, ja. Ja, delati dobro zdaj pomeni, recimo v tem utilitarističnem smislu, da vsi udeleženi imajo več koristi kot škode. Ne? Se pravi, da je nekdo bolj zdrav, kot je bil prej, da je srečnejši, kot je bil prej, da ima več izobrazbe, da ne vem, bolj kritično misli, kot je prej.
ne, se pravi, da je od tega pač neka korist, ne, in da ni na drugi strani škode. Mogoče spregovoriva še malo, če mogoče že veste, kakšni bojo kaj vaši prvi projekti, kam se boste v centru usmerili, čemu se boste najbolj posvetili, tudi tem 5 stebrom etike, verjetno trajnost ste tudi že omenili, kaj bojo še področja, ki se jih želite dotakniti in z njimi ukvarjati? Ja, na univerzi smo že napisali smernice, že pred časom, takrat, ko so vse univerze pisale smernice, ne. Tako da moramo malo posodobiti te smernice zaradi tega, ker smo jih takrat bolj v strahu pisali, ne. Kaj se bo groznega zgodilo, zdaj pač zgodilo se je, kar se je, ampak zdaj moramo razmišljati tudi o tem, kaj koristnega iz tega lahko pride. Tako da gotovo je to ena stvar, potem seveda izobraževanje, ne, se pravi, ugotoviti, kakšne so potrebe, ponuditi pač delavnice izobraževanja, se pravi za naše zaposlene, potem tudi širše, potem zelo veliko je ponudb za sodelovanje, recimo tudi z drugih celin, ne, zaradi tega, ker je pač to področje recimo etike umetne inteligence, pa tudi pač odgovorne umetne inteligence nekaj, kar je na nek način drugi korak, ne. Zdaj pač sprejeli smo dejstvo, tehnologija je tukaj, ampak zdaj pa je treba to urediti, ne. In tukaj je veliko možnosti za različna sodelovanja, se pravi, tudi verjetno bomo organizirali kakšno konferenco s tujimi partnerji, tako da poleg izobraževanja, se pravi tudi raziskovanje, ne, se pravi, pač končati moramo to raziskavo, ki jo delamo, potem verjetno bomo se lotili še kakšne druge. Potem so pač sodelovanja v različnih odborih, ne vem, na ravni ministrstva, na ravni pač univerz in tako naprej, ker je zelo pomembno, da nekako skupaj te stvari počnemo, ne. Zdaj, tudi na ravni Slovenije bi bilo dobro, oziroma upam, da se bomo tudi v tem smislu povezali, da ne bo vsakdo nekako po svoje teh stvari počel, ampak da bomo nekako povezani, ne. Tako da jaz sem recimo tudi v eni delovni skupini Evropskega združenja univerz, ki pokriva zdaj že skoraj 1000 univerz, kjer v bistvu sodelujemo pri teh vprašanjih, kako bi pravzaprav univerzam pomagali na nek način vpeljati v pač sisteme delovanja tudi pač ustrezno, odgovorno rabo umetne inteligence, ne. Ker je to pač za vse univerze danes težava, ne. In večina univerz je precej nepripravljenih, ni recimo na ravni sistema vzpostavljeno ničesar. Tako da veliko dela. Pa je to trenutno edini tovrstni center pri nas? Ne, imamo centre v Ljubljani, tako da ni edini tovrstni center. Tisti je center za umetno inteligenco, ta je center za odgovorno umetno inteligenco, je to v bistvu razlika, podobnost? Mi se v bistvu fokusiramo manj na tehnologijo, pa bolj v bistvu se na človeka nekako osredotočamo, no. Tako da v bistvu za model smo nekako gledali podobne centre v tujini, ne, ki so pač osredotočeni na človeka, ampak v slovenščini se tega ne da tako lepo povedati, ne. In tako da smo pač se odločili za odgovorno umetno inteligenco, kar pa dejansko pomeni isto, no. Se pravi, etična raba, človek v središču in ne tehnologija, tako da manj razvoj nekih sistemov, to počnejo drugi, ne, recimo to Famnit počne, mi imamo bolj pač to skrb, da se to prav počne, ne. Torej recimo, če čez 5 let se dela tukaj, upate na dobro prihodnost, ne na tisto distopično? Jaz imam mandat za 4 leta, tako da kaj bo čez 5 let, ne vem. Zdaj, sploh ne vem, kaj pričakovati, ne. Zaradi tega, ker dejansko to, kar imamo zdaj, je že znanstvena fantastika, ne. Ker ni nihče, po mojem mnenju, pričakoval takšnega razvoja, kot se je zdaj v zadnjih letih odvija, ne. Tako da kaj se bo še zgodilo, si je precej težko predstavljati. Zdaj pač vemo,
Scenariji so lahko tudi zelo črni, ne? Se pravi, pride do točke, ko nas preseže, ne? In potem ugotovi, da uničujemo planet in nas eliminira. Ampak verjetno se to ne bo tako hitro zgodilo, ne? Zdaj, gre pa svet v neko čudno smer, tako da z uporabo umetne inteligence lahko gre še bolj čudno, ne? In hitreje, tako da jaz upam, da bliže utopiji kot distopiji, no. Ampak ne upam si pa staviti, ne. Pa lahko sami kot posamezniki mogoče naredimo kaj na tej poti boljšega razumevanja orodij umetne inteligence. Naprimer, da se, ne vem, učimo prek spleta tudi sami učiti, kako učiti in kako naj se učimo. Ja, seveda, to lahko naredimo, edino pač to zahteva nek trud, ne. In smo spet tam. Ja, lahko se naučimo. Danes se marsičesa lahko naučimo tudi od ChatGPT-ja, ne. Zastavljamo vprašanje in dobimo fantastične odgovore. Lahko se naučimo programirati. Lahko se naučimo marsičesa, ne. Pa moramo potem vsak odgovor preveriti, da vidimo, če je pravilen, ker ChatGPT včasih ponudi različne odgovore. Ne, ampak če imamo plačljivo različico, lahko pač brskamo po spletu in lahko preverimo tudi vire, ne. Tako da postopoma pa bomo tako ali tako postali strokovnjaki, pa bomo sami lahko ugotovili, ali ima prav ali ne. Velja. Doktor Ženko, lepa hvala, da ste se oglasili v studio. Hvala vam. Tako, dragi gledalci, toliko zaenkrat, o prihodnosti pa, no, sproti. Do prihodnjič, lepo se imejte.